V bistvu je pa šlo za to, da je bil Sokrat, kot bi danes rekli, pain in the ass. Bil je pač izredno brihten, ampak je znal težiti v nul. Zemlje ni bilo veliko, možnosti za preživetje ni bilo veliko in zato je seveda vojaški vidik bil vedno pomemben. In potem so bili znani Spartanci, da so z malo besedami te zabili v zemljo. Je bilo zelo pogosto, da so takega otroka izpostavili ali enostavno prepustili smrti in je bil položaj žensk, vsaj kolikor vemo, v klasičnem obdobju v Sparti verjetno najboljši v Grčiji. Vem, da nič ne vem. Vse, kar v njem vemo iz zapisov njegovih učencev. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj. Pozdrav. Najlepša hvala, da ste se odzvali vabilo. Hvala vam za vabilo, mi je bilo v čast. Danes smo se dogovorili, da malo obdobje stare Grčije se dotaknili, pa mislim, da najboljše, da se kar začnemo z tem združevanjem mestnih državic, pa kako je to nastajalo, to združevanje teh polisov. Ja, to, kar je pri Grkih zanimivo, mogoče tudi za razliko od Rimljanov, da jim nekako ni uspelo ustvariti neke večje državne tvorbe ali večje države, kot bi danes rekli, da je nekaj takega nastalo šele, ko so se pojavili izraziti outsiderji. To so Makedonci, o katerih si nihče ne bi mislil, da bodo na neki način združili Grke. Ampak to je po svoje razumljivo, glede na to, kako je Grčija zemljepisno zgrajena, kajti veliko je tam goratih predelov, se pravi, da je bilo relativno težko vzpostaviti prometne povezave med posameznimi deli in to je verjetno pripeljalo k temu, da je za Grčijo značilna zelo velika skupina ali pa velika množica manjših skupnosti, ki so bile velikokrat samo tako velike, kot so slovenske krajevne skupnosti. Ne občine, ampak krajevne skupnosti. In tej enoti, ko se že sami nakazali, rečemo polis. Zdaj, polis pomeni mesto. Včasih smo radi govorili o mestnih državah, o mestnih državicah, ampak mogoče bi ostali kar pri mestu pa pri mestni skupnosti. Našteli so v Grčiji, ki sicer zajema recimo današnjo Grčijo, pa še nekatere dele, ki danes spadajo v Turčijo, zlasti zahodno obalo Male Azije, so našteli približno 1035 različnih polis. Se pravi, na ozemlju okrog 150,000 kvadratnih kilometrov, pa mogoče 200,000 kvadratnih kilometrov, to, kar je manj od današnje Italije, si predstavljate 1035 državic. Večina od teh je imela samo nekaj tisoč prebivalcev, med njimi pa so bili seveda nekateri, ki so potem odločali tudi v političnem življenju, teh je bilo pa še bistveno manj. Dve polis sta recimo izstopali po velikosti, daleč največja polis je bila tista okrog znamenitega mesta Sparta. Mislim, da tudi še veliko gledalcev in gledalk tega podcasta pozna film 300 in tisti znani stavek, ki ga izreče Gerald Butler v vlogi spartanskega kralja Leonida: "This is Sparta!" Kar naj bi nakazovalo to izjemen pogum, pa neustrašnost in seveda tudi posebnost Spartancev. Spartanska polis je bila pa še vedno velika, komaj toliko, kot je recimo danes država Libanon oziroma za slabo polovico Slovenije. In to je bila daleč največja polis. Se pravi približno 9500 kvadratnih kilometrov. Naslednja je bila pa potem Atenska polis, torej polis okrog mesta Atene, ki pa je imela
površino za recimo osmino današnje Slovenije, se pravi okrog 2500 kvadratnih kilometrov. Bila pa seveda na vrhuncu svojega obstoja atenska polis, bistveno bolj naseljena, se pravi več ljudi je tam živelo na kvadratni kilometri, kot pa na območju Sparte. Tisto, kar je nenavadno, je pa to, da so bili Grki in med sabo sprti, da so imeli zelo veliko število različnih skupnosti, ampak so si bili pa blizu, veliko bližje recimo kot prebivalci Italije v času vzpona Rima po jeziku in po kulturi. Sicer so govorili različna narečja grščine, 4 večje skupine ločimo, ampak so se lahko med sabo razumeli. Recimo tako kot Štajerci, pa Krajinci, pa Primorci. In imeli so tudi skupno kulturo in zlasti so jim častili skupne bogove. Čeprav seveda ni bilo tako, da bi vse bogove enako častili povsod, ampak so v določenih mestih še posebej častili enega ali dva grška boga. Tako recimo na otoku Cipru je bila zelo popularna boginja ljubezni in lepote Afrodita, na otoku Samosu v Grčiji je bila zelo popularna boginja Hera, to je tista zelo stroga Zeusova žena, ki ga kar naprej kontrolira in se mora Zeus skrivati, pa skrivati svoje ljubice pred njo. Potem recimo Apolona pa so najbolj častili v znamenitem grškem mestu v srednji Grčiji Delfi, kjer je bilo tudi eno najpomembnejših grških preučišč. Tako da, čeprav so bile polis velikokrat v vojni med sabo, sprte, so se grdo gledale, so bile majhne, so pa obstajala območja srečevanja med Grki, to so bili po eni strani veliki templji, potem velika preročišča, kjer si lahko izvedel za voljo bogov, in 2 taki preročišči sta bili zelo znani, to je Delfi, ki sem jih že omenil, v srednji Grčiji, v severni Grčiji, v pokrajini Epir je bilo pa preročišče Dodona, kjer si lahko Zeusovo voljo izvedel iz šelestenja hrastovega listja, medtem ko je pa v Delfih pa prerokovala v bistvu mlajša ženska, ki je bila verjetno pod vplivom določenih substanc oziroma plina, ki je uhajal iz zemlje. No in to je tudi v filmu 300 na en tak zelo plastičen način prikazano. Pa tam so ga sicer malo mimo pihnili s tem prikazom delskega preučišča, ampak malo si pa lahko predstavljamo, kako je. Škotanci so bili znani po svoji vzgoji otrok, da so jih ob rojstvu so jih preverili, če so dovolj težki, da bodo dobri vojaki. So že na začetku delali selekcijo ob rojstvu. Tisto, kar je zanimivo, je to, da danes si v glavnem predstavljamo Atene kot popek grškega sveta, se pravi kot najpomembnejšo, najimenitnejšo polis zaradi razvoja kulture, zaradi razvoja demokracije. V antiki, pa potem tudi v srednjem in novem veku, pa so veliko bolj ljudje občudovali Sparto in njeno ureditev. Demokracija pravzaprav niti v grškem svetu med filozofi, niti kasneje ni veljala za idealno ureditev. To je seveda malo povezano tudi s tem, bomo najbrž kasneje še govorili kaj o filozofu Platonu, ampak izkušnja Platona je bila z demokracijo relativno slaba, zato ker je ravno demokratična oblast leta 399 pred Kristusom na smrt obsodila njegovega ljubljenega učitelja Sokrata. In zaradi tega je potem bilo Platonovo mnenje o demokraciji precej slabo, pa tudi mnenje številnih drugih filozofov, tako da so v bistvu za ideal velikokrat postavljali ravno Sparto. Pri Sparti je pa treba biti previden, ker radi spregledamo eno malenkost pod narekovaji. Namreč Sparta je bila družba, kjer so si prizadevali za to, da bi
neko ureditev, ki je veljala v tako imenovani arhaični dobi, se pravi v 7. stoletju pred Kristusom, zabetonirali, da se ne bi spreminjali. Recimo v Atenah se je politična ureditev velikokrat spremenila, Spartanci so pa težili k temu, da to zabetonirajo. Imeli so tudi dober razlog, zato ker Sparta je bila posebnost tudi po tem, da si je nasilno z vojaško silo priključila sosedno pokrajino. Pokrajina, kjer leži Sparta, se imenuje Lakonija in iz tega izhaja tudi naš izraz, ki se je včasih uporabljal, da kdo govori lakonično. Morda so gledalci to že slišali, danes bi temu rekli bolj telegrafski slog, to se pravi, da govoriš kratko in odrezavo. In potem so bili znani Spartanci, da so z malo besedami te zabili v zemljo. Najbolj znan tak spartanski odgovor, tudi zaradi filma 300 je, da so na grožnjo Perzicev, da bodo njihove puščice zakrile nebo, so odgovorili, super, se bomo pa borili v senci. Torej, Spartanci so znani po tej svoji lakoničnosti in poleg Lakonije so si priključili tudi sosedno pokrajino Mesenijo. To pa je pomenilo, da je bilo pravzaprav tega podrejenega prebivalstva več kot pa prebivalcev matične Sparte in so se Spartanci panično bali, da bodo njihovi podrejeni jim zrasli čez glavo in jih na koncu popolnoma požrli. Včasih je veljalo celo, da je bilo teh podrejenih prebivalcev, ki so se v Sparti imenovali heloti, 350,000 od 400,000 prebivalcev, se pravi več kot 85%. Danes sicer zgodovinarji menijo, da je bilo to razmerje manjše, ni bilo tako drastično, ampak vsekakor so Spartanci hoteli ravno tudi zaradi tega zamrzniti ureditev. In kakšna je bila ta njihova ureditev? Torej, njihova ureditev je bila, da v osnovi so obstajali 3 skupine prebivalstva. Edini, ki so imeli vse politične pravice, so bili tako imenovani Spartijati, to so bili neke vrste aristokrati, ki naj bi bilo po nekaterih virih celo samo 3% prebivalstva. Potem so bili ti tako imenovani heloti, ki so bili nekje vmes med sužnji in srednjeveškimi tlačani, zato ker so sicer živeli na zemlji svoji in lahko so si ustvarili družino, če se recimo sužnji v rimskem svetu niso mogli, ampak so pa morali oddajati 50% pridelka in so bili praktično na zemljo privezani. Teh naj bi bilo po nekaterih ocenah, torej, kot smo rekli, velika večina in potem je bila še ena vmesna skupina, ki so se pa imenovali neke vrste vaščani ali perjojki, torej prebivalci vasi okoli Sparte. Ti pa so sicer bili povsem svobodni osebno, ampak niso imeli političnih pravic. In tako kot je že gospod omenil, je Sparta vzbujala pozornost tudi zaradi tega, ker so izvajali selekcijo otrok ob rojstvu. Vendar posebnost ni bila v tem, da so izvajali selekcijo, zaradi tega, ker za vso antiko, tako za Grke kot za Rimljane, je bilo zelo značilno, da je oče ob rojstvu lahko odločil, ali bo otrok, ki se je rodil, preživel ali ne, če je recimo ocenil, da mu kaj manjka, je bilo zelo pogosto, da so takega otroka izpostavili ali enostavno prepustili smrti. In to je bila recimo potem posebnost in s tem so kristjani bodli v oči, da tega niso počeli, ko se je krščanstvo pojavilo. Enako velja tudi za Jude. Ti so to zavračali. Ampak imamo pa recimo tudi v mitologiji kar nekaj zgodb, kjer izpostavijo dojenčka, recimo to naredi Ojdipov oče svojim sinom,
ker pa nima toliko jajc pod narekovaji, da bi to sam naredil, ampak zadolži pastirja. Ta pastir pa je usmiljenega srca in potem da Ojdi pa drugemu pastirju, tako Ojdi pristane v Korintu, ampak na koncu vseeno ubije svojega očeta in se poroči svojo mater. No, en od naukov iz grške mitologije je tudi ta, da nikoli ne moreš pretentati bogov, da bi zaobšel prerogbo. Prerogba, ki naj bi jo dobil Ojdipov oče v Delfih, je bila, da se mora odpovedati spolnemu življenju svojo ženo, kajti če se mu bo rodil potomec, potem se bo pa zgodilo to, kar se je. No in seveda kralj te prvega pogoja ne izpolni in potem sa nesreča, ki se zgodi tebanski kraljevski hiši, se s tem sproži. Se pravi, kar je bilo pa posebno za Sparti, je bilo pa, da o tem, ali bo otrok preživel ali ne, ni odločal njegov oče, ampak je odločala celotna skupnost. In to je bila prava posebnost. Naslednja posebnost spartanske voditve je bila pa potem, da si praktično do 7. leta si lahko bil potem doma. Od 7. do 30. leta pa so fantje živeli v skupnostih, ki so bile celo malo podobne kasnejšim samostanom. To se pravi, da se ti dejansko nisi družil s svojimi sorodniki v družini, ampak s svojimi vrstniki in tudi starejšimi fanti v skupnosti. Samo fanti so bili, ni bilo žensk. Ja, to je pa tudi zanimivo, ker so bili torej fantje, tako rekoč, v neki fantovski skupnosti, je pa posledica tega bila, da kadar mačke ni doma, miši plešejo in je bil položaj žensk, vsaj kolikor vemo, v klasičnem obdobju v Sparti verjetno najboljši v Grčiji. Se pravi, imele so največ manevrskega prostora, ker so moški živeli do 30. leta v skupnosti, bili so potem v celoti podrejeni seveda vojaški disciplini in velikokrat na bojnih pohodih in so se lahko ženske več privoščile tudi v javnosti kot pa recimo v Atenah. Zato se recimo že grški filozofi zgražajo nad to domnevno žensko prevlado v Sparti. Ja, to se pravi, to je, kar se tiče položaja. Kaj pa Atene? Kaj pa je bilo v Atenah? Ja, mogoče bi Nino še to dodal, da seveda potem šele okrog 30. leta pa se je potem moški poročil in to je bil resen problem v Sparti. Zato tudi število Spartijatov se je potem po klasični dobi drastično zmanjševalo, ker so nekako pozabili na domače spolno življenje, so na druge načine to kompenzirali. Tudi ni bilo redko, da so prakticirali neko vrsto recimo tega, da bi združevali najboljše moške in najboljše ženske in ker njihova želja je bila seveda dobiti najboljše vojake. In eden od razlogov, da so imele ženske boljši položaj, je bilo tudi v tem, da so si Spartanci prizadevali ali so verjeli, da samo Spartanka rodi prave moške. Kar se pa tiče Aten, je pa bil razvoj drugačen, se pravi Sparta nekako skuša zamrzniti stanje, kot je bilo v 7. stoletju pred Kristusom. Vse podredijo tej vojaški disciplini, si prizadevajo za to, da bi bili ti Spartijati med sabo čim bolj enaki. Zato uvedejo železni denar, da ne bi nihče imel želje, da bi zbiral zlatnike, ki se lepo svetijo, ali pa srebrnike, to je železni denar. Potem naj bi na neki točki izvedli delitev zemlje, kjer naj bi vsak ta aristokrat dobil enak kos zemlje, ki ga potem seveda obdelujejo heloti. In
se potem Spartanci več ne udejstvujejo na kulturnem področju. Tu pa so recimo Atene bile malo bolj posebnost, ne, s tem razvojem tako, kar se tiče demokracije, so bile seveda, niso bile edina polis, ki bi bila demokratična, ampak gotovo najbolj znana. Atenci so pa šli praktično skozi vse faze razvoja. Recimo, da so štartale tam v 7. stoletju pred Kristusom iz podobne ureditve, kot je imela Sparta. To je bila ureditev, v kateri so imeli glavno besedo aristokrati. Spravi, relativno ozek sloj prebivalstva, ki odloča o skupnih zadevah. Potem pa pride do problema, ker ti aristokrati v Atenah preveč zlorabljajo svoj položaj in preveč pritiskajo na nižje sloje. Nižje sloji so zadolženi, pride celo do tega, da ne morejo plačati dolgov aristokratov in so potem prisiljeni sami sebe prodati v suženjstvo. In takrat nastopi eden od atenskih zakonodajalcev po imenu Solon na začetku 6. stoletja pred Kristusom, ki pa po izročilu uvede novo ureditev, to je timokracija. Zdaj, če kdaj kupite kako čistilo, pa piše kaj tudi v grščini, potem ta beseda timi v novi grščini pomeni cena. V stari grščini je pomenila tudi lahko vrednost ali čast in timokracija je taka ureditev, kjer vsak državljan naj bi imel toliko pravic, koliko prispeva k skupnosti. Se pravi, da so se politične pravice razvrščale glede na to, koliko si imel pod palcem in koliko si lahko s tem denarjem seveda prispeval k obrambi domovine. Ker treba se zavedati, da te grške skupnosti so bile relativno majhne, relativno ogrožene, zemlje ni bilo veliko, možnosti za preživetje ni bilo veliko in zato je seveda vojaški vidik bil vedno pomemben. To velja tudi za Sparto, tudi kasneje za zgodnji Rim. Se pravi, imeti vojsko je bila stvar preživetja in zato so v glavnem si ti priboril politične pravice, če si prispeval k vojaški moči polis. Tudi ti aristokrati, tako je, ki so bili bolj premožni. Prevlada aristokratov je bila takrat največja, ko je veljal še tisti način bojevanja, kot ga opisuje Homer v Iliadi. Tam se bojujejo mož na moža. Se pravi, ne v večji enoti, ampak posamezni junaki, recimo Ahil in Hektor, ta dvoboj je najbolj znan v Iliadi, se spopadeta med sabo. In zmaga je pač odvisna od teh posameznih aristokratov. Kasneje pa seveda se pa uveljavi nova vojaška tehnika, to pa je tako imenovana falanga, kjer pa so vojaki odvisni drug od drugega v enoti in ne samo tisti, ki bi zaostal za formacijo, je škodljiv, ampak tudi tisti, ki bi hotel preveč slave si priboriti, pa leti naprej, ogrozi svojega soborca. Torej, timski duh. Tako, timski duh in to je pa tudi pomenilo, da ti potrebuješ več vojakov. In zdaj pa niso več aristokrati bili dovolj, in zato se potem uveljavi v Atenah ta timokratska ureditev. Ker imamo res najbogatejše ali tako imenovane 500 mernikovce, tu še ni bil denar uveljavljen, zato se je bogatstvo še merilo v žitu, ki ga je kdo imel ali pridelal. Torej 500 mernikov, potem 300 mernikov, potem pa še tretji najvišji sloj so bili pa tako imenovani zeugiti, to so bili pa tisti, ki so lahko služili kot vojaki še v falangi. Jaz sem to eno vprašanje, samo še, kaj so merniki? Merniki, to je v bistvu približno 50 litrov od oka. Ja. Okay.
Torej, mirnik, pač tak izraz so prevajalci iz grščine v slovenščini izumili. Tako da približno 50 litrov je en mirnik. Ja. Potem so bili zeugiti, to so pa tisti, ki so imeli ravno toliko denarja, da si lahko kupili to opremo za hoplita, kot se je imenoval ta grški pešec, ne sve čelado, oklep, in pa osnovno orožje. Potem pa je bila četrta skupina, so bili pa tako imenovani veslači ali teti, ki pa niso imeli denarja in so lahko služili samo kot veslači na ladjah. Ne? In ti niso imeli v času Solona še velike vloge, dobili so jo pa v času grško-perzijskih vojn, se pravi na začetku 5. stoletja pred Kristusom. No in približno takrat se v Atenah tudi uveljavi naslednja ureditev, to je pa demokracija. Kako je ta izgledala v Atenah? Demokracija. Ja. No, seveda vmes med demokracijo in demokracijo je bila pa še tiranija. To pomeni, da je en možakar, en aristokrat se nasloni na nižje sloje proti drugim aristokratom in spostavi oblast. To je bil pa znani atenski tiran Pizistra. Sicer tiranov je bilo v Grčiji zelo veliko, Spartanci so bili pa ponosni na to, da nikoli niso imeli tirana. No in potem pa s pomočjo Spartancev Atenci preženejo tirana Hipija leta 509 pred Kristusom in potem si Spartanci želijo, da bi se Atene vrnile k taki aristokratski ureditvi, kot je bila v Sparti. Nastopi pa potem en možakar po imenu Klejsten, ki pa se spet nasloni na ljudstvo in takrat se nekako začne atenska demokracija. Zdaj, demokracija seveda pomeni vladavina ljudstva. Vendar, tako kot danes volilne pravice nimajo vsi prebivalci določene države, niti v demokracijah, torej izločeni so nekako samoumevno otroci, čeprav ponekod se zdaj pojavlja ideja, da bi že otrok ob rojstvu dobil volilno pravico, čeprav ne vem, kako bi se potem dogovorili, kdo bi jo uresničeval. Se pravi, izločeni so otroci, izločene so ženske. Tu je treba povedati, da zelo dolgo je tudi v Evropi potem prevladovalo mnenje, da je volilna pravica nekaj, kar pripada moškim. Značilno je, da je Liechtenstein dobil žensko volilno pravico šele leta 1980, se mi zdi. Švica pa v 70. letih 20. stoletja. Se pravi, tam so deci mislili, da je to nekaj, kar njim pripada. Po drugi strani pa recimo je bilo pa v Habsburški monarhiji dolgo tako, da je imel volilno pravico tisti, ki je plačeval davek. In če je ženska plačevala davek, je imela volilno pravico, vendar je ni mogla osebno izvajati. To pomeni, morala je nekoga pooblastiti, da je zanjo oddal glas. In to recimo, tu imamo en dober roman začetka 20. stoletja, Kontrolor Škrobar, ki ga je napisal Alojz Krajger, ki je bil zdravnik v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. In tam ta kontrolor Škrobar očitno je bil neki taki šarmer in so mu kar 3 ženske dale pravico, da za njih odda glas na volitvah. Namreč to je samo ena zastranitev, se pravi, ženska volilna pravica ni prišla v poštev v Atenah. Potem so bili seveda izključeni sužnji, o tem, kolikšen del prebivalstva je bilo sužnjev v atenski polis, se mnenja sicer razlikuje, ampak recimo, da je bilo takih tudi kakšna tretjina prebivalstva. In pa potem so bili izločeni to, kar je še danes običajno, tujci, se pravi tisti, ki niso imeli statusa atenskega državljana, in Atenci so celo potem privijali ta pravila, se pravi vedno težje bilo postati polnopraven državljan ali meščan. Tako da je približno 200,000 prebivalcev, je kakih 30,000 imelo
pravice v okviru demokracije. Zdaj pa to je bila tako imenovana neposredna demokracija. To pomeni, da za razliko od naše sedanje ureditve, ko imamo predstavniško demokracijo in se mi nekako prostovoljno, oziroma prostovoljno prenesemo večino svojih demokratičnih pravic na izvoljene predstavnike oziroma na člane parlamenta, je bila v Atenah neposredna demokracija. To pomeni, vsi polnopravni državljani, vseh teh 30.000 je tvorilo parlament oziroma ljudsko skupščino oziroma eklesijo, kot se je imenovala v grščini. Zdaj to je seveda šlo pri 30.000, 6.000 pa se jih je moralo udeležiti zasedanja, da je bilo zasedanje veljavno. To je že, recimo, da si predstavljate, da bi 2 milijona ali pa recimo 1,7 milijona, kolikor je volilnih upravičencev v Sloveniji, moralo biti na istem kraju, v istem času. Ne? Recimo, zelo redki so primeri take neposredne demokracije. Danes en tak primer je še vedno v švicarskem kantonu Appenzell Innerrhoden. Tam tudi nimajo posebnega deželnega parlamenta, ampak so parlament vsi polnopravni volivci. Res pa je, da ta kanton tudi nima več kot 15.000 prebivalcev. To, če grejo vsi na en travnik, še ravno gre. No, in to je bilo v Atenah bistvo. In ta ljudska skupščina je pridobivala skozi čas vedno več moči. Zdaj, v tej ljudski skupščini so pa potem izbirali funkcionarje. In zanimivo je to, da za grško demokracijo je najbolj demokratičen način izbire funkcionarjev niso bile volitve, se pravi, da ti izbiraš med več kandidati in za nje glasuješ, ampak je najbolj demokratična oblika bil žreb. In večino funkcionarjev so žrebali, običajno za 1 leto. Teh 6.000. Oziroma 30.000, ja, 6.000, da se jih je moglo udeležiti. Ja, tako. In potem so tako, da bi danes recimo od 1,7 milijona bi izžrebali 90 poslancev parlamenta. Tu so pa vsako leto izžrebali 500 članov tako imenovanega sveta, pa potem so izžrebali 9, bi rekli, to je bil pa nekakšen kolektivni organ, ki je bil kot nekakšno predsedstvo in so se imenovali arhonti. Beseda arhon pomeni sicer vladar v grščini. In edina funkcija pomembnejša, kjer si niso upali privoščiti žreba, je bila pa funkcija vojaškega poveljnika, ki se je imenoval strateg, te pa so volili. Ker tu pa so vseeno imeli predstavo, da na to se pa moraš malo spoznati. Na vojaške zadeve ne more biti vsak vodja vojske. Ne? Tako, in to je bilo 10 strategov in pa ti strategi so za razliko od ostalih funkcionarjev so lahko imeli, so sicer bili tudi voljeni za 1 leto, ampak so lahko neprekinjeno ponavljali mandat. Recimo član sveta si lahko bil samo 2-krat v življenju in nikakor ne 2 leti zaporedoma. Zato je atenska demokracija posebno tudi po tem, da je ogromno ljudi bilo vključenih v odločanje. Torej, vsako leto so potrebovali 1200 funkcionarjev. Od 30 prebivalcev, 4% prebivalstva polnopravnega so vsako leto sodelovali pri vodenju polis. In potem je obstajala seveda še tako imenovana tretja veja oblasti, to pa je bilo ljudsko sodišče, kjer so pa tudi žrebali porotnike, ki so bili člani sodišča in so potem v večini primerov odločali. Edino te najtežje primere o tem so odločali člani Areopaga, kjer so pa prevladovali aristokrati. Ampak ta Areopag je bil včasih izredno pomemben, potem pa je njegov vpliv v drugi polovici 5. stoletja pred Kristusom zelo upadel. No in ta ljudska sodišča so bila pravzaprav deležna največje kritike, zaradi tega, ker naj bi tam za porotnike so se prijavljali predvsem reveži, pa pripadniki nižjih slojev, ki so upali, da bodo dobili dnevnico,
pa so recimo bili ravno v mestu, v Atenah, pa so mislili, bomo še kaki tolar pobrali za dnevnico in so potem odločali v pravnih zadevah. Najbolj znani proces iz atenske demokracije je ravno ta Sokratov proces, ki ga natančno opisuje Platon v svojem spisu Zagovor Sokrata oziroma Apologija. In proces je potekal vedno v dveh fazah. V prvi fazi je nastopila obtožba in nastopila obramba, predstavila svoje argumente, ponavadi so se ljudje branili sami ali pa so si najeli profesionalce, ki so jih branili na sodišču. Sokrat se je branil sam. Njega so, kot je znano, so ga obtoževali, da kvari mladino in da uvaja nova božanstva, ki jih Grki odprej niso poznali. V bistvu je pa šlo za to, da je bil Sokrat, kot bi danes rekli, pain in the ass. Bil je pač izredno brihten, ampak je znal težiti v nulo. Pa si verjetno povedati, kako razmišlja, pa biti drugačen. Tako, ja, s tem, da je recimo, je prišel sredi delovnega dne do mizarja in ga je začel mantrati. No, mizar, zdaj mi pa ti povej, kaj je to miza. In potem je vodil tak svoj pogovor, da je na koncu izpadlo, da mizaj, ki že 30 let dela mize, ne ve, kaj je to miza. On je glih tisto izgovoril, vem, da ne vem. Tako, vem, da nič ne vem. Vem, da nič ne vem. Ja, ker naj bi mu delsko peročišče dalo izrek, da je najmodrejši od vseh ljudi na svetu, pa je potem on vprašal Apolona, kako zdaj to, če pa jaz vem samo to, da nič ne vem. Pa mu je Apolon odgovoril, ampak ravno zaradi tega si ti najmodrejši, ker drugi še tega ne vedo, da ničesar ne vedo. Paradoks. Se pravi, in on je potem težil. Je znana štorija o njegovi ženi Ksantipi. Ksantipa to pomeni v bistvu rumena kobila v grščini, ki jo je bilo sram, da je dela sramoto mož v Atenah in zato je skušala preprečiti, da bi hodil med folk in tam težil. Zato mu je nekoč skrila obleko, pa je naredil še večjo sramoto, ker je šel na trg. Drugič pa, ko je spet razkuril, pa mu je zlila vsebino nočne posode na glavo in je potem Sokrat rekel, no, sem vedel, da bo po grmenju še deževalo, ampak dobro, da ni toče. In zaradi tega so ga seveda tudi ti razni obrtniki pa politiki, ki so imeli glavno besedo v demokraciji, so ga imeli poln kufer. Kako pa izgledal ta proces? Ker vem, da proces se pravi, in potem seveda je bilo treba mu neko obtožbo, pa nisi smel reči, da ti gre na živce in so potem pač spesnili, da kvari mladino s svojim naukom in da uvaja nova božanstva, kar je bilo pa seveda bogoskrunsko in je ogrožalo po takratnem prepričanju skupnost, če nisi verjel v bogove, ki jih je priznalo. Samo to v resnici ni bilo res. Sokrat je častil tradicionalne grške bogove, je pa res velikokrat govoril, da mu govori neke vrste duh, dobri duh ali daimonion, ga je imenoval s tem, da tukaj daimon ne pomeni nekaj slabega, kot danes običajno demon, ampak je to dobri duh v njegovem primeru. In potem smo pač to obesili, Sokrat se je branil, tožniki so ga napadali in najprej je bilo treba odločati o tem, ali je obtoženec kriv ali ni kriv. In tu je bil rezultat zelo tesen, rezultat je bil 280 ali 281 proti 220, se pravi 500 porotnikov je bilo v tem porotu, se pravi tudi ogromno v bistvu. Ker zdaj, ko gledate ameriške filme, ponavadi mislim, da ima porota 12 članov. Ja, nekaj to je. Ali pa celo 10. To je tudi 500 porotnikov in potem je sledil druga faza procesa, pa je bilo odločanje o kazni. S tem, da je bil postopek tak, da tožnik predlaga eno kazen in
obramba predlaga kazni in potem lahko sodišče samo eno od teh dveh kazni izbere. Ni bil možen kompromis, da je potem neko sredino. In tu je naredil Sokrat zelo veliko strateško napako, kajti tožniki so seveda računali, da bo on predlagal izgnanstvo in to bi sodišče sprejelo, oni bi se ga rešili. 10 let, recimo, bi bil pred njim mir, pa bi bil pa tako že 71 let star, pa bi mogoče že vmes ga bogovi poklicali k sebi. In zato so tožniki predlagali smrtno kazen za njega, ker so računali, da bo on predlagal pol nižje in bo nižja sprejeta. Sokrat pa je trdil, da ni kriv in je predlagal, da bi dobil zastonj hrano na sedežu vlade vsak dan. Potem pa, ko je bil preveliki hrup, je pa bil pripravljen plačati denarno kazen. In to je pa tako razkurilo porotnike, to norčevanje v bistvu Sokratovo, da je bil pa rezultat pri drugem glasovanju 360 proti 140 za smrtno kazen. In potem je Sokrat izpil tisti strup trobeliko in umrl. Zdaj seveda so mu tudi predlagali, da bi pobegnil, pa bi verjetno Atene tudi pogledali tu skozi prste, ampak Sokrat ni hotel. Zato tudi nekateri domnevajo, da je to bila mogoče tudi neka oblika samomora. Kakšno pa so, ker on je tudi recimo samo če dovolite še v poročilu o njegovi smrti pri Platonu en tak čuden stavek, ena od zadnjih Sokratovih izjav je Asklepiju smo dolžni petelina. Asklepij pa je bil grški bog zdravilstva in s tem to bi lahko razumeli, pa je mogoče tudi Friedrich Nietzsche to tako razumel, da se je v bistvu Sokrat zahvalil bogu zdravilstva, da ga je spravil sveta, kar bi potem pomenilo, bi podpiralo to tezo, da je šlo v bistvu za prostovoljno smrt. Kako pa je Sokrat vplival kot filozof na potlej pretekle filozofe, kasnejše. Tukaj seveda je Sokratov vpliv velik, vendar točno pa ne moremo vedeti, kako velik je, zaradi tega, ker je Sokrat, tako kot danes nekateri noče uporabljati ChatGPT-ja ali pa umetne inteligence, pa pravijo, da je to hudičev izum. Tako je bil Sokrat malo prepričan, malo bliže sam. Da je uporaba zapisov oziroma knjig, da je to hudičev izum in da če pomagamo švinglicami v obliki zapisov, potem se bo počasi oslabil človekov spomin in si človek ne bo več nič zapomnil. To je bila nekako njegovo mnenje, zato ni ničesar zapisal. Tako recimo tudi Jezus ni ničesar zapisal. Ampak je imel pomočnike, ki so pisali, ne? Ja, pa tudi ti evangeliji so se nastali kasneje. Tisti, ki so bili neposredni Jezusovi učenci, so tako hodili z njimi in niso potrebovali teh zapisov. Sokrat skratka ni ničesar sam zapisal, zato vse, kar o njem vemo iz zapisov njegovih učencev. To je pa predvsem Platon, ki je bil seveda njegov najpomembnejši učenec, pri čemer pa se ne ve točno. Zdaj Sokrat nastopa v velikem številu njegovih spisov, ampak redko vemo, ali je to, kar Sokrat govori, je to misel res zgodovinskega Sokrata ali pa je to Platonova misel, ki je položil Sokratu v usta. Da on tako razumel. Ja, razumel ali pa celo je pripisal Sokratu, da je boljše zvenelo nekaj, kar je sam pogruntal. To je tudi možno. Ampak načeloma pa velja tisto, kar je rekel Ciceron, rimski govornik, politik in tudi filozof, da je Sokrat potegnil filozofijo z neba na zemljo. Kajti prejšnji grški filozofi, ki jih zaradi tega, ker so živeli pred Sokratom, imenujemo predsokratiki, to je skupno ime za vse te starejše grške filozofe, so se v glavnem ukvarjali s tem, kako je zgrajen svet, kaj je temelj sveta, kaj je počelo
ali prvi princip sveta, tako imenovana arhe, je to v grški filozofiji, medtem ko se je pa Sokrat veliko bolj posvečal etiki, se pravi temu, kako naj človek ravna v svetu, da bo dobro živel on in pa da bo dobro živela skupnost. Tako da je on v bistvu utemeljitelj filozofske discipline, ki ji danes rečemo etika. Seveda je kasneje potem Platona je tudi potem zaneslo spet v spraševanje o temeljih sveta, čemu v filozofiji rečemo metafizika ali ontologija ali nauk o biti sveta. In za Platona je potem seveda značilno predvsem nauk o tako imenovanih idejah. Ne. Recimo, da sicer obstaja ta miza, pa tam sosedna miza, ampak ti dve mizi povezuje skupna ideja mizosti. Vendar je Platon trdil, da pa kljub temu v nobeni zemeljski mizi ni ta ideja mizosti v polnosti uresničena, ampak v resnici prava ideja mizosti obstaja nekje v višjih sferah, to so pa samo približki prave ideje mizosti. No in to je potem tudi v velikem številu teh Platonovih dialogov razvijano, kjer pa je Sokrat tisti, ki tudi razvija to filozofijo, tako da verjetno je že Sokrat neke zametke te filozofije razvil. Sicer pa je treba povedati tudi, da Sokratovo filozofijo so velikokrat razumeli kot odgovor na eno drugo filozofsko šolo, ki je v njegovem času obstajala v Atenah, to pa je filozofska šola tako imenovanih sofistov. Seveda beseda sofija pomeni modrost, filozof pomeni ljubitelj modrosti, sofisti pa so bili tako rekoč filozofi ali pa učitelji govorništva in predvsem učitelji argumentiranja, ki so se pojavili, ko se je v Atenah razvila demokracija. Da si ti lahko uspešno nastopal v ljudski skupščini ali pa v teh organih atenske demokracije ali pa pred sodiščem, si potreboval določena znanja, si moral znati argumentirati. In sofisti so bili uspešni v tem, da so ponujali te storitve. Tako da recimo danes marsikdo gre v šolo retorike ali pa danes so kar popularni razni coachi, ki te učijo različnih veščin javnega nastopanja, vodenja posla in tako naprej. Sofisti so bili torej nekaj takega. In vsaj Sokrat je sofistom učital, da so popolni relativisti. Se pravi, da zanje objektivna resnica sploh ne obstaja. Sokratu je pa šlo za to, da je nekaj neizpodbitno res in tega se je potem treba držati. Medtem ko naj bi sofisti trdili, da je človek merilo vseh stvari, tistih, ki so, da so, in tistih, ki niso, da niso. To naj bi izjavil sofist Protagora, ki je bil dober prijatelj najbolj znanega atenskega politika Perikla. Neki drugi sofist Gorgija, ki je bil sicer doma Sicilije, pa je celo trdil, da ničesar ni. Potem druga stopnja je bila, da če bi že kaj bilo, tega ne bi mogli spoznati. In tretja stvar, če bi že kaj bilo in bi to lahko spoznali, pa drugi ne bi mogli nič povedati o tem. Se pravi, dejansko je iz tega sledilo, ker nič ni resnično, je potem vse enako res. Ne? In proti temu je nastopal Sokrat in z tega verjetno tudi malo zajema Platon pri svojem nauku o idejah, ki pa je seveda ta vidik resničnosti zelo, zelo poudarjen. Povej. Kdo pa je uvedel tiste simpozije? Kdaj se je to začelo simpoziji? Simpoziji so pa že zelo, zelo stara stvar in so ravno povezani s tistim časom, ko so
prevladovali kot vodilni sloj v grških polis aristokrati. Ker aristokrat je moral izpolniti nekaj pričakovanj. Mora biti uspešen vojak, najprej v boju mož na moža, potem v falangi. Potem pričakovalo se je od njega, da se bo primerno poročil, da bo hodil na lov, da bo verjetno tudi pomagal sofinancirati kako pomembno stavbo ali pa kakšno pomembno stvar v svoji skupnosti, potem, da bo nastopil na kakšnih od teh velikih vsegrških iger, ker to sem že na začetku omenil, da so nekatere stvari Grke povezovali kljub tem razlikam, in ena od teh stvari so bile tudi vsegrške igre. Mi najbolj poznamo olimpijske igre, ki so potekale v Olimpiji na Peloponezu na jugu Grčije, in na podlagi tega je potem Pierre de Coubertin uvedel oziroma spet vzpostavil olimpijske igre moderne dobe leta 1896, medtem ko naj bi prva grška olimpijada bila po izročilu leta 776 pred Kristusom. Potem so pa obstajale še druge igre, recimo pitijske igre v Delfih, v spomin na to, da naj bi Apolon že kot otrok zadavil mitološkega zmaja po imenu Piton, po katerem se imenuje danes kača Piton, zato se imenujejo pitijske igre. Potem so obstajale istmijske igre v Korintu, ob korintski ožini, ki se imenuje v grščini Istmos, in naj bi jih ustanovil Herakles, in Herakles naj bi bil tudi začetnik tako imenovanih nemejskih iger, tudi na Peloponezu, ker je tam snel kožo tako imenovanemu nemejskemu levu. To je bila ena od Heraklovih junaških del. To je bila tudi ena stvar, kjer so se aristokrati udejstvovali. Še ena stvar pa je bila, da so se udejstvovali v okviru simpozijev. Zdaj, beseda simposion v grščini pomeni, tako kot jo je prevedel naš legendarni in prevajalec iz 20. stoletja Anton Saure, popivka. Oziroma po našem danes bi temu rekli pijančevanje. Obstaja pijanica, pijanica bi bil še boljši izraz. S tem, da je treba vendarle vedeti, da Grki niso cenili tega, da bi se kdo nalil do daske. Zato so rečeri, ne? To je zelo značilno za Grke. Veljalo je za barbarsko, če si pil čisto vino. Se pravi, njihova pijača je bilo tisto, k čemu Dalmatinci rečejo bevanda. To je, da se meša vino z vodo. Nekateri celo trdijo, da so mešali v razmerju 7:1, kar pa se meni ne zdi posebej. 7 česa? Ja, vode. Vode. Zdaj 7:1, to, če bi bilo 7 vina, potem bi to bil bolj škropec, samo malo večji. Torej to, s tem, da se tukaj niso samo popivali, ampak so igrali tudi razne družabne igre, nekega predhodnika te igre s kockami, pa veljalo je tudi, da si na simpozijih si moral blesteti s svojo splošno razgledanostjo, pa da si pripovedoval kakšne duhovitosti, ali pa da si se dobro odzval na to, kot te je pikno sogovornik, da si ga ti potem nazaj zabil. Se pravi, si moral biti tudi vmes trezen, nisi moral biti posebej pijan, da si še... To je bilo v neke vrste bolj debatiranje. Debatiranje, tako. In iz tega potem danes simpozij pa pomeni veliko bolj dolgočasno stvar, neko znanstveno konferenco. In pa seveda simpozij ima še en pomen, to je pa eden od najbolj znanih Platonovih spisov, to je simpozij, kjer pa govori o več vrstah ljubezni. In iz tega izhaja potem še danes uporabljeni pojem platonična ali platonska ljubezen. To je taka ljubezen nadaljavo, ko punco samo gledaš, pa občuduješ njene duhovne vrline, ne pa fizičnih, in ne težiš po fizičnem stiku. Jaz se mimogrede tukaj spomnim, da sem zelo rad bral stripe Mikija Mustra, ne vem, ali to poznate, en strip je
pod vesolje, obisk iz vesolja, kjer pride delegacija z Venere in prinese sabo neke venerine žarke, ki povzročijo, da se ljudem zmeša in potem čisto spolno ponorijo in začnejo nadlegovati pripadnice nasprotnega spola ali pa pripadnike. In potem vem, da se je 8 let staj, ko sem to bral in reče Zvitorepec, no, na punce pa to deluje veliko bolj neplatonično in se še zdaj sprašujem, kaj sem si jaz potem takrat predstavljal. To je platonična ljubezen, je taka duhovna ljubezen in to izhaja seveda iz tega opisa v dialogu Simpozij. Se pa jasno, Platon je tudi najbolj znan, zelo znan kot teoretik idealne družbene ureditve. To sem hotel omeniti njegove trditve, kakšna bi mogla demokracija biti oziroma državna ureditev, če se zagovarja. V bistvu, ponavadi Platonu celo učitajo, da si je predstavljal neki sistem ureditve, ki bi bil bolj avtokracija ali pa celo totalitarna ureditev, si je pač predstavljal, da bi vladali filozofi, seveda primerno stari, tam 65 let in seveda tudi taki, ki bi živeli v celibatu. S tem, da so se pa njegovi izleti v praktično politiko zelo slabo končali, ker so ga poklicali na Sicilijo v Sirakuze za svetovalca, ampak ko je on poskušal uvajati svojo idealno ureditev, tam se je to končalo s katastrofo in tudi sam naj bi bil začasno prodan za sužnja, tako da se očitno v praksi njegova ureditev ni najbolj obnesla. Je pa značilno, kot sem že prej omenil, za vodilne grške filozofe, da niso cenili demokracije. Kaj pa potem recimo Aristotel, pa njegov učenec tudi Aleksander Veliki? Aha, to je vse zanimivo, ja. Aristotel je začel svojo kariero, sicer je bil doma iz severne Grčije, iz Stageire, in je začel svojo kariero kot Platonov učenec. In je potem morda, ko je Platon leta 347 pred Kristusom, ko je bil Aristotel star 37 let, umrl, je mogoče pričakoval, da bo nasledil Platona, ker Platon je ustanovil svojo filozofsko šolo, ki se imenuje Akademija, in potem je ta pojem Akademija seveda naredil veliko kariero v Evropi. Dejansko pa je to naključno ime, ker je slučajno ta filozofska šola delovala v Gaju, bomo rekli danes mogoče park, ki je bil posvečen enemu mitološkemu heroju Akademu in zato se imenuje Akademija. Ampak Aristotel ni postal vodja Akademije, to je postal Platonov nečak, Spevzip, in potem se je Aristotel odcepil in ustanovil svojo filozofsko šolo, ki pa se tudi ima znano ime Likej oziroma Licej, in liceji so včasih pomenili tako višjo, še malo višjo gimnazijo, pa nekaj med gimnazijo in faksom. Drugi izraz za Aristotelovo filozofsko šolo pa je tudi peripatos, oziroma njegovi privrženci so se imenovali peripatetiki, ker naj bi se sprehajali po dvorišču v krogu, in to pomeni beseda peripatos. Ampak Aristotel se je potem ločil od Platona, predvsem potem, da je veliko bolj poudarjal od njega, ki je bil bolj teoretik, bolj matematik, logik, je poudarjal, da je nujno potrebno tudi empirično ali praktično raziskovanje in da ti prideš največ spoznaš o svetu, če opazuješ naravo, če meriš stvari. Zato je praktično naravoslovje do novega veka bilo v marsičem odvisno od tega, kar je v svojih spisih
postavil Aristotel. In seveda Aristotel se je tudi odvrnil od tega Platonovega idealizma. On torej ni več poudarjal teh idej kot nekih popolnih prvin v višjih sferah, ampak se je bolj omejeval na tisto, kar je otipljivo tukaj na zemlji, se pravi, je videl mizost že v konkretni, uresničeno že v konkretni mizi, če bi to tako bolj poenostavili. Tako da Aristotel se je ukvarjal s širšim naborom tem, s katerimi se Platon ni ukvarjal. Ukvarjal se je recimo z naravoslovjem, to je njegov spis Fizika. Tudi on se je sicer ukvarjal z vprašanjem biti ali bistva stvari in to se imenuje potem v filozofiji metafizika, zato ker je ta spis, kjer je Aristotel ta vprašanja obravnaval, je bil ohranjen v izročilu poleg knjige, ki se je ukvarjala z naravoslovjem, ker se narava po grško reče physis, ima ta spis o naravoslovju, ima naslov Fizika. Potem se je recimo ukvarjal s politiko, napisal je spis Politika, njegovi učenci, en primer njegovega raziskovanja, recimo tudi to, da je naročil svojim učencem, naj zbirajo podatke o ureditvah različnih grških skupnosti in je to potem zbral in na podlagi tega pisal. Potem se recimo ukvarjal tudi z retoriko, napisal spis Retorika in ukvarjal se je tudi s književnostjo in je napisal znameniti spis Poetika, se pravi, kako naj pesniki pišejo. In to je pa njegova znana misel, da je pravzaprav to, kar napiše pesnik, bolj resnično od tistega, kar napiše zgodovinar, zato ker zgodovinar piše o tem, kar se je res zgodilo, medtem ko pesnik piše o tem, kar bi se lahko zgodilo po zakonih verjetnosti in nujnosti. S tem, da naj bi se ohranil samo prvi del Poetike, ki je govoril o literarni vrsti tragedije, obstajala pa naj bi tudi drugi del, ki pa se je ukvarjal s komedijo, ampak ta se je izgubil in to je pa potem ravno vsebina znamenitega romana in tudi filma, pa mislim, da je zdaj nova serija Ime rože. Tam pa naj bi našli ta drugi del Aristotelove Poetike in to naj bi potem nekateri skušali prikriti. Ampak učitelj Aleksandra Velikega pa je Aristotel postal zato, ker je bil, tako kot je danes Taylor Swift celebrity, so bili določen čas veliki zvezdniki filozofi. In Filip II., makedonski kralj, oče od Aleksandra. Ja, tako je, oče od Aleksandra. Je seveda v Grčiji so Makedonci veljali tak za rukance, barbare, nekateri Grki niso bili niti prepričani, so Makedonci res Grki. In zato je hotel seveda Filip II. Pokazati, da je on pravi Grk in je plačal za svojega sina največjega zvezdnika in najboljšega možnega učitelja na trgu, to je bil pa Aristotel. In nekako velja, da sta se Aristotel in Aleksander Veliki potem na neki točki razšla, zato ker naj bi Aristotel zagovarjal konzervativnejši, za Grke običajnejši pogled, da je samo grška kultura je višje kulture, Grki so višek stvarstva, medtem ko vsi drugi so pa pravzaprav barbari. Seveda ta izraz barbar je nastal tako, kot je nastal naš izraz za Nemce. Nemci so tisti, ki so nemi, ki ne govorijo, oziroma ki jih mi ne razumemo. Barbari so pa tisti, ki govorijo br, se pravi, jih tudi ne razumemo. In zato se jim reče barbari. Aleksander pa naj bi bil bolj
recimo odprt za to, k čemu bi danes rekli multikulturnost, in naj bi tudi Perzice cenil in mislil, da so pa kakšna področja, ker so pa Perzici boljši od Grkov. Čeprav je to zelo vprašljivo, ker potem se v Aleksandra radi projiciramo tudi kakšne moderne predstave, pa si ga bolj predstavljamo v tem smislu imagine all the people pa tako naprej, ne, kot John Lennon. Je pa vprašanje, kaj je točno Aleksander namerava, ali je res mislil, da so Perzici enakovredni Grkom, ali pa jih je postavilo na visoke položaje, preprosto zaradi tega, ker so bili v njegovem imperiju zelo velik del prebivalstva, medtem ko so pa Grki tvorili precejšnjo manjšino. Ne? Ampak kakorkoli na neki točki pride do tega razhoda med Aristotelom in Aleksandrom Velikim. Ti bi še vojskovanje tudi obdelal? Ja, meni je ok, če je samo filozofija, ta neka vodilo tematike bilo. Mogoče se bi, jaz samo glede filozofije vprašal, pa so tudi imeli ti modreci filozofi, ker jaz sem si vedno predstavljal, da so to bili tudi vodilni v tej državi, ampak očitno mogoče tudi ne. Kakšno vlogo je bil modrec v Grčiji? Torej, imamo sicer 7 modrih v grškem izročilu, to so v glavnem starejši grški modreci, pri katerih je sicer problem, da nekateri med njimi niso čisto zgodovinsko zelo dobro izpričani, ampak med njimi bi našli kakega takega, ki je se povzpel tudi do voditelja skupnosti. Recimo Biant iz mesta Prijene je tak primer. Potem med teh 7 modrecev spada tudi Tales iz Mileta, s katerim smo se nažalost srečali pri matematiki, ker je tako Talesov izrek. Seveda on je bil tudi eden od najzgodnejših grških filozofov v tej predsokratični dobi sploh. Medtem ko pa od teh najbolj znanih filozofov pa torej Sokrat je sicer bil neke vrste javni intelektualec, kot bi danes rekli, ni pa bil funkcionar. Mogoče njegov najbolj znani poseg v politiko je bil leta 406 pred Kristusom, se pravi 7 let pred smrtjo. Takrat je potekala Peloponeška vojna med Atenami in Sparto in je prišlo do ene velike bitke pri Alginuzah, kjer so Atenci sicer zmagali, ampak so imeli zelo velike izgube. In očitali so tem poveljnikom, da niso dovolj naredili za reševanje preživelih brodolomcev. Se pravi, da je bilo več žrtev, kot je bilo nujno potrebno. V vojnah je to zelo pogosto, ne, da je včasih treba sprejemati zelo težke odločitve. No, in tu je spet en ta minus za atensko demokracijo. Organi atenske demokracije so potem obsodili te zmagovite poveljnike, ki so jih Atenci krvavo potrebovali, na smrt. In takrat je Sokrat nastopil v javnosti v prid tem vojskovodjem, ampak ni nič pomagalo. Platon, kot sem rekel, je poskušal s temi izleti v politiko kot stric iz ozadja, ko smo videli v Sirakuzah, pa ni bil več uspešen. No, Aristotel pa edino kot vzgojitelj Aleksandra Velikega, pa potem so njegovi učenci tudi spremljali nekateri Aleksandra, s tem, da so potem Kalisten, njegov nečak, ki je prišel z Aleksandrom v spor, bil obsojen na smrt in zato so kasnejši Aristotelovi privrženci so bili zelo kritični do Aleksandra. Mogoče bi pa kot politika omenil še enega Sokratovega učenca in pa Platonovega strica, to je bil pa Kritija. Ampak zanimivo pa je to, da Kritija kljub svoji filozofski izobrazbi pa velja za enega večjih psihopatov, bi danes rekli, v atenski politiki, ker je po Peloponeški vojni nekaj časa vladal kot tiran in diktator in bil odgovoren za množične likvidacije. Tako da je ta odnos med filozofijo in politiko
je kar zanimiv. Potem recimo med Rimljani pa je bil, kot sem že rekel, Ciceron, hkrati eden najpomembnejših rimskih filozofov, čeprav je bolj plonkal Grke, kot da bi originalne misli razvijal, ampak je pa bil tudi eden od vodilnih rimskih politikov, sicer po mojem mnenju ne najuspešnejši, pa tudi Pitagora, ki ga bolj sicer spet poznamo kot matematika, ampak on bi bil gotovo razočaran, če bi vedel, da ga danes poznamo predvsem po Pitagorovem izreku, ker se je imel predvsem za učitelja modrosti, je posegal v politično življenje. Kot zaključek lahko damo samo še razlika med predsokratiki pa klasičnimi filozofi. Kaj so razlike? Ja, se pravim, da razlika je predvsem v tem, da so se, kot je rekel Ciceron, predsokratiki ukvarjali z, lahko bi rekli, bolj abstraktnimi temami, se pravi, kaj je temelj sveta, kaj je bistvo sveta, kaj je bit. In katera takšna popularna, kako bi rekel, dognanje? Ja, recimo tiste začetki so bili, nekateri so trdili, da je vse voda, drugi, da je vse zrak. Potem recimo Heraklit, ki je utemeljitelj tako rekoč dialektike, se pravi tega nasprotja, oziroma poudarjeno nasproti v svetu, pravi, oče vsega je boj. Se pravi, konflikt je tisti, pravzaprav, ki družbo žene naprej. Kje pa so tu bili stoiki, recimo? Stoiki so pa poznejša filozofska šola, ker torej predsokratiki delujejo v okviru tradicionalne aristokratske grške polis glavne. Sokrat deluje v pogojih atenske demokracije, Platon tudi precej časa deluje v demokraciji, medtem ko pa stoiki in pa še ena druga filozofska šola, epikurejci, pa delujejo že v času po Aleksandru Velikem. Takrat pa na ruševinah tega ogromnega imperija Aleksandra Velikega nastane več manjših kraljestev, sicer nekatera so tudi zelo velika, ki pa so v bistvu absolutne monarhije, vsaj teoretično. Zdaj, tam ni D od demokracije, čeprav zdaj tega si tudi ne smemo predstavljati preveč togo, zaradi tega, ker jasno takrat ni bil možen tako centraliziran nadzor, kot je to možno v 20. stoletju, in so recimo mesta še vedno ohranjala veliko stopnjo avtonomije, kar pomeni, da je teoretično v Atenah še vedno lahko bila demokratična oblast. Ampak načeloma pa je dobival vladar vedno večjo vlogo, vedno bolj se je približeval nekim božanskim atributom in vedno bolj je postajal podoben vladarjem, kot so bili v Egiptu ali v Perziji. In v teh pogojih ni bilo več toliko javnega življenja, ni bilo več toliko priložnosti, da bi filozofi nastopali v skupščini ali na sodiščih, in zato so stoiki razvili, pa tudi epikurejci razvili drugačno pojmovanje človeka. Njihova izkušnja ni bila, da je človek nekdo, ki lahko vpliva na skupnost, ampak glavni nauk stoikov je, človek je v bistvu kolešček v kozmosu, ki nima nobenega pravega vpliva na to, kaj se bo v kozmosu dogajalo, in iz tega izhaja potem tisto, s čimer stoicizem najbolj povezujemo, da se ni treba pravzaprav sekirati, zato ker itak nimaš vpliva in zato je najboljše, da stoično prenašaš to, kar se dogaja. Čeprav so po drugi strani stoiki razvili tudi nauk o kozmopolitizmu, ki je še danes popularna, pa imamo potem tisto predvsem žensko revijo Cosmopolitan. Torej, to je pa pomeni, da je v bistvu vsak človek je državljan ne
samo svoje polis, ampak tudi celega kozmosa ali celega sveta. Ne. Kozmos je bilo prispodobo za vesolje, se jaz predstavljam? Ja, v bistvu tu je to nas, kozmos zdaj pojmujemo kot svet ali pa kot vesolje. Ja. V resnici pa so Grki razvijali to nasprotje. Na začetku naj bi bil kaos, to je brezno, neurejenost, in potem je prišel v kozmos. Kozmos pa dejansko pomeni red. Čeprav iz tega izhaja potem tudi beseda kozmetika, ne, to, ki pomeni urejenost ali urejanje. Ne. Tako to v bistvu pomeni urejeni svet je kozmos v grški misli. Ja, potem druga filozofska šola so pa epikurejci, ki so tudi izhajali iz istega okolja, se pravi tudi so iz te izkušnje, da pač neki kralj v daljni Antiohiji ali pa v daljni Aleksandriji odloča. Ja, mi smo pa tu neke smeti, ki nimamo velikega vpliva na dogajanje, in njihova ideja je pa bila, treba je preživeti življenje čim bolj skrito, da čim manj padeš v oči, da nimaš potem težav z oblastjo. In pa druga stvar, ki jo povezujemo z epikurejcem, je pa to, da glede na to, da na drugo nimaš vpliva, je najboljše, da življenje preživiš tako, da čim bolj uživaš. Ne? In tako naj bi celo njihov nauk o bogovih bil, da bogovi sicer so, ampak jim dol visi za svet, živijo na svojem planetu in tam uživajo, in dajmo še mi uživati. Zato danes epikurejstvo, če rečemo za koga, da je epikurejec, pomeni, da je uživač, medtem ko če je kdo stoik, pa pomeni, da je nekakšen flegmatik, oziroma da mirno prenaša, tudi če ga kdo tudi če ga kdo žali, ali pa celo če ga kdo mahne, to stoično prenaša. Za katero filozofijo grško pa bi vi rekli, da je vam najbližje? A meni? Ja, ne vem, jaz nekako, če bi se že dolgo nisem o tem razmišljal, ampak sem kaj, recimo, da sem Platonov fan. No. Tudi v principu države? Ne, to pa ne. Tu pa sem kaj privrženec demokracije. Je lepo. Kaj pa ti, Patrik, kjer je pa tebi? Od stotih? Ja, jaz sem največ stoikov, oziroma stoicizma. Marko Aurelija. Pa Markus Aurelij. To so sicer že rimske. Ampak on se je pisal v grščini, pa se je učil pri teh grških stoikih. Dejansko so vse filozofske šole so nastale v Grčiji. Ne morem reči, da mi so najbolj bližje, ker niti nisem se toliko v to spuščal, ampak sem pa se v to, pa mi je bilo všeč, ta flegmatizem, oziroma da se distanciraš od problemov, ki mogoče niso tvoji. To je v bistvu njihova izkušnja, pač bila, da itak drugi rešujejo probleme, tudi če jih ti probavaš reševati. Nisi ti tisti, ki bi imel pravo glasanje. Ne, in zato... Jaz sem največkrat se mi zdi, da domel to, kot da probaš razumeti problem, pa se mogoče tudi ne strinja z njim, in to je okej. Tako. In si ga to ne toliko jemneš za svojega. Tebi, Lan? Jaz pa filozofija smo se še ne notine, tako da ne bom komentiral, ampak so pa mi zanimiva tudi dognanja filozofska, kako človek sploh pride do tih pomislekov. Vem, da nič ne vem. To je vse resnično. Ja, za grško filozofijo mislim, da bi tu lahko mi naredili tako eno pentljo. Mi je bilo všeč danes, tako da se vam zahvaljujem. Poučno. Ja, tudi tako ozadje, čisto zgodovinsko, te filozofskih tematik, ne, tako logično, zakaj je nekaj tako, mi je bilo všeč. Se to ne pomeni, da je to pravilna interpretacija, je pa ena od možnih. Je pa ena od možnih. Naj si vsak vzame tisto, kar mu je všeč. Ja, hvala še enkrat, da ste se udeležili, pa se vidimo. Hvala.